Živja, jaz sem Matjaž in bi rad z vami delil izkušnjo svoje vere. Najmočnejši dogodek v mojem življenju, kjer sem res začutil moč vere, je bil, ko sem zbolel za depresijo. Ko gledam nazaj, je res presenetljivo, kako me je Gospod takrat vodil po poti vere. Duhovne vaje, vse molitve, hišna skupnost. Preko vsega tega mi je bilo dano, da sem v veri spoznal, da sem dovolj dober, da me ima Jezus rad takšnega, kakršen sem, in da ljubezni ni treba zaslužiti. V luči tega sem bistveno spremenil pogled na življenje. Sedaj živim v prepričanju, da se moram potruditi po svojih močeh, da ni vse odvisno od mene, in zaupam Gospodu, da bo On storil, kar je prav. Torej je zame vera enako zaupanje. To je bilo zelo močno spoznanje, ki mi je bistveno pomagalo iz bolezni. Vendar je pot iz depresije dolga in ima vzpone in padce. Ko mi je bilo težko, mi je zelo pomagala Božja beseda. Iz odlomkov, ki sem jih prebiral, sem si v seznam izpisal stavke, ki so me nagovarjali, in jih potem večkrat prebiral. Naprimer, vse zmorem v njemu, ki mi daje moč, iz pisma Filipljanov, ali pa upaj v Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj v Gospoda iz Psalma 27. In to me je napolnilo z občutkom Božje ljubezni in mi dalo moči za naprej. Po tej izkušnji res lahko ponovim za evangelistom Janezom iz današnjega evangelija, da kdor veruje v Jezusa, se ne bo pogubil. Potem je pa še vsakdanje življenje, in življenje po veri je zame borba, ker se je treba za to truditi in ne pride to samo po sebi. Pri tem pa mi pomagata dve stvari. Eno je Božja beseda. Ženo sva si že kar nekaj let nazaj zadala za poslovno nalogo, da bova vsakodnevno prebirala Božjo besedo. Ko sva začela, se mi je zdelo, da od tega ni veliko učinka. Ker velikokrat, če bi me vprašal pol ure ali pa 1 uro kasneje, potem, ko sva prebrala Božjo besedo, kaj mi je ostalo, kaj me je nagovorilo, ne bi znal nič povedati. Ampak potem, čez čas, sem ugotovil, da beseda vseeno deluje. Da spreminja moj način razmišljanja, da spreminja moj pogled na svet in da sem zaradi tega bolj miren. Ker Bog skrbi zame, ker mi pomaga. Zanimivo pa je pol tudi to, da mi je potem v kakšnih življenjskih situacijah prišla beseda, ki sem jo takrat potreboval. In zato še vedno vsakodnevno z ženo prebirava besedo. Druga stvar pa je molitev. Z ženo sva se udeležila delavnic molitve in življenja in na njih sem ugotovil, da molitev ni nek bav, ampak da je to nekaj res zelo lepega. Da v molitvi se umirim, ker premišljujem Božjo besedo, ker lahko izročam svoje skrbi, ker se zahvaljujem za vse dobro, ker lahko izročam prošnje za svoje bližnje ali za tiste, ki mi grejo na živce, ali pa samo počivam v Božjem naročju. In to dvoje mi pomaga, da lahko živim Jezusov nauk, da se moj fokus ne obrača samo k meni, to, kar jaz želim, kar jaz potrebujem, ampak k bližnjim. In mislim, da najbolje pričujem za vero s tem, kako živim. Da s tem, ko obračam svoj pogled stran od sebe, da nagovarjam tudi druge. Ko recimo mi mami že 10-krat pove isto, ker je dementna, da sem prijazen še vedno. Da ko mi sodelavec prosi za pomoč, kljub temu, da imam jaz veliko dela, da mu pomagam. Da sprejemam drugačnost svoje žene in pa, da se znam zahvaljevati za vse, kar prejemam, ker je tega res veliko. Želim vam res blagoslovljen postni čas, milostni postni čas in vse dobro. GoPro Stop Recording.